Za gospodinjstva, ki so priključena na komunalno omrežje, bodo položnice v povprečju višje za 2,8 evra, za tista, ki niso, pa bodo dražje za približno evro na mesec. Gre za uskladitev cen nekako z kalkulativnimi elementi, predvsem je treba vedeti, da od leta 2015 do 2018 so se storitve na področju komunalnih storitev v Krškem cene zniževale. Moramo pa povedati, da v zadnjih 3 letih je elektrika šla gor kar 40% in to je en izmed glavnih razlogov za uskladitev cen. Cene storitev se že dolga leta niso spremenile, vmes je prišlo do veliko sprememb, predvsem na področju plač, potem na področju energentov in raznih drugih stroškov, tako da tukaj dejansko mislim, da je zahteva koncesionarja upravičena. Občina Krško za pokrivanje stroška amortizacije gospodarske javne službe v letu 2019 iz proračuna sicer zagotavlja subvencijo. Kot veste, je cena sestavljena iz 2 delov, omrežnine in storitve. Omrežnina predstavlja nadomestilo amortizacije, ki jo pravzaprav treba obračunavati zaradi vložka občine v infrastrukturo, se pravi vodovod, kanalizacijo in tako naprej. Ta znesek, ki znaša približno 1 400 000 evrov, občina koncesionarju zaračunava, ta pa potem skozi položnice zaračunava tudi občanom. Da ne bi celotno breme dodatne amortizacije, ki je zopet letos prišla nekako z aktiviranjem novih osnovnih sredstev, ne bi padlo v celoti na občane, smo se odločili, da tudi letos subvencioniramo en del te omrežnine. Subvencija znaša dobrih 80 000 evrov. Osebo, posameznika, vse komunalne storitve na dan v občini Krško z novo položnico stanejo 0,43 evra. Se pravi 43 centov na dan za vse storitve, ki jih opravlja Kostak, se pravi tako, da od oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja padavinske in komunalne vode in pa tudi kompletni sistem ravnanja z odpadki. Ob tem je Leskovar izpostavil, da imajo v načrtu nekaj obnov dotrajanega omrežja, ki jih bodo predvidoma izvedli v letošnjem letu. V letošnjem letu se bo znižala tudi subvencija in bo tako tudi malo več denarja na razpolago za obnovo sistemov, tako da bo okrog 1 600 000 evrov denarja, ki jih bomo namenili v obnovo tako kanalskega kot tudi vodovodnega sistema. So pa nekako vse te zadeve planirane v skladu s programom dela in pa usklajene z občinsko upravo, katera področja se bojo obnavljala. V načrtu pa je tudi novogradnja na kanalizacijskem sistemu na Senovem in delno na vodovodnem sistemu ob prevzemu vaških vodovodov v upravljanje.